Pozdravljeni, tu Blaž, danes pa bom govoril o strahovih in o izvoru strahov. Ko sem se sam začel ukvarjati z preučevanjem mojih lastnih strahov, sem ugotovil, da v bistvu vsi strahovi izhajajo iz dveh primarnih strahov v bistvu. In sicer prvi je ta, da nas je strah, da bomo nekaj izgubili. Torej, karkoli že, strah nas je, da bomo nekaj izgubili, za kar dojemamo, da imamo. Ta drugi strah je pa ta, da nas je strah samih sebe oziroma strah nas je tega, da bi si priznali, da smo mi tisti, ki smo odgovorni za to, da se moramo spremeniti ali pa popraviti, zato da bomo dosegli nekaj, kar hočemo pač doseči. In zato, kadarkoli hočemo odpraviti nek svoj lasten strah z pomočjo samorefleksije in samoodpuščanja in samoodkritega pisanja, se lahko vedno osredotočimo na to, da poiščemo, kje v našem specifičnem strahu pač obstaja strah pred tem, da bomo nekaj izgubili, ali pa strah pred samo odgovornostjo, torej pred odgovornostjo do samega sebe, da sebe spremenimo in naredimo stvari tako, kot je treba. Potem pa enostavno seveda začnemo pisati samoodpuščanja in dejansko še potem vpeljemo te korekcije v prakso in se tako lahko na tak način postopoma znebimo kateregakoli strahu. Zdaj recimo, če govorimo o strahu pred smrtjo recimo, potem nas je v bistvu strah, da bomo izgubili življenje. Torej, ampak že samo to idejo, da mislimo in verjamemo, da lahko izgubimo življenje, to pomeni, da v bistvu potem mi nismo življenje, če ga lahko izgubimo, ne, potem smo ga dobili od nekje in ga tako lahko tudi izgubimo, ne. In to je v bistvu nesmisel. Tako da, ko si začnemo to izpisovati te misli v samoiskrenosti, lahko ugotovimo, koliko veliko nesmislov v bistvu si ustvarjamo v glavi in jih potem enostavno odpustimo, nehamo o tem razmišljati in si posledično ne ustvarjamo več strahov. Seveda ponavadi veliko ljudi tudi ni strah same smrti kot take, ampak jih je strah recimo, ali pa nas je strah neke bolečine ali pa tega, da bomo, ne vem, izgubili telo, da potem ne bomo vedeli, kje smo in kaj bi počeli, ali pa da bojo zaradi naše smrti neke posledice za druge ljudi in nas je potem strah, kaj bojo tisti ljudje počeli potem ali pa kaj takega. Tako da to vse lahko raziščemo skozi pisanje, skozi samoodkritost in potem odpravimo te strahove postopoma skozi samoodpuščanje, skozi zavedno dihanje in skozi apliciranje korekcij, ki si jih zapišemo. Tako da priporočam, da poskusite to tehniko samoodpuščanja in samoiskrenega izpisovanja vzrokov za strahove in sicer, da se pri tem predvsem osredotočite na to, česa vas je strah, da boste izgubili in pa kje vas je strah prevzeti odgovornost za samega sebe. Ok, to je za danes to in se vidimo naslednjič. Hvala, lep pozdrav.